Pozdravljeni v še enem čisto svežem svetovnem intervjuju, kjer tokrat gostimo najboljšega med najboljšimi, enega in edinega Jana Plestenjaka. Jan, pozdravljen. Hvala za tako najavo, hvala. Z veseljem. Povej, dolgo se že nisva videla, daj povej, si okej? Sem okej in meni dobro je. Povej, po tvoji tradicionalni pauzi, ki traja ponavadi leto in pol, si sicer se že vrnil na odre letošnjega poletja, ampak je lepo biti spet nazaj. Ja, ampak zdaj smo morali vsi imeti pauzo, tako da moja pauza je enostavno izgubila pomen. Zdaj, prav danes si Sloveniji postregel z novim albumom, novim studijskim albumom V naju še verjamem, ki je nastajal v Strunjanu. Zakaj tam, oziroma sam praviš, da so ustvarjalna obdobja pri tebi kot valovanje morja? Če malo pokomentirava to. Ja, pride inspiracija in se zgodi lahko v 2-3 mesecih, 20 pesmi in potem eno leto je popolna tema. Nočem pa pisati nekako na silo, ker mi jih sreč ni treba. V tem obdobju sem ga res izkoristil pravzaprav za delo v studiu, za pisanje pesmi in sem se s tem nekako samega sebe izpolnil in mi je bilo lepo in zdaj je tukaj 15. album V naju še verjamem. Ne moram verjeti, da je že 15. Ne? To pomeni, da sem res že star, ne? Ampak uživam in zdaj lahko ti tudi povem eno zelo pomembno novico zame, da za Valentinovo leta 2022, 12. februarja, bomo šli v Stožice, kljub tem težkim pogojem in jaz res upam, da bo to en prekrasen koncert. Pogumna poteza? Ja. Zakaj si se odločil za to? Ker je čas. Zato, ker je čas, da mogoče ravno mi, ki smo res bili najbolj uspešni v dvoranah in na vseh prostorih, da mi damo ta pogum ven. Sej ne smemo to pričakovati od nekoga, ki se bori še za uspeh. In čakati in biti ziheraš. Treba si je upati in glede na to, da jaz lahko ponosno rečem, da imam rekord Stožic vseh časov, se mi zdi, da bo to en krasen žur Valentinov. Jaz sem prepričan, da bo. Če greva še enkrat na številko 15, 15. album, je to najboljši album doslej tvoj? Ne vem, nimam pojma. Tako, če bi rekel, a bo tole hit, kar si napisal, nimam pojma. Če bi pa na to imel odgovor, bi pa verjetno imel vrsto želja, da jim pišem pesmi, daljšo kot za COVID testiranje bi bila vrsta po moje. Vedno upaš, vedno te je strah in zelo sem vesel, da po tolikih letih, skoraj 30 na sceni, me je še vedno strah, ko vsako pesem, ki jo dam ven, me je strah, vsak album, ki jo dam ven, vsak koncert, ki ga delam, a bo to ljudem všeč, a bojo prišli, a bojo kliknila. Te strahovi so vedno in enkrat sem se hecel, se spomnim, sem bil s predsednikom Slovenije in sem rekel, veš kaj, ti imaš enkrat na 5 let volitve in te takrat strah, ne. Jaz imam volitve vsaj 30krat na let, ne. Vsak koncert, vsaka pesem, ki jo ven dam, so pravzaprav volitve. Tako da je to zelo stresno. Ampak ta adrenalin te polni in brez tega, če to zgubim, bi nehal se s tem ukvarjati. Jaz sem prepričan, da bo uspelo. Hvala. Držimo pesti. Ampak vseeno, albumu si dal naslov V naju še verjamem, ki je sicer singel skupaj z Marejo, z Marjetko Vovk, ampak v koga naju še verjameš? To je pa zelo relativno. Lahko verjameš v svojo družino, v osebo, ki jo ljubiš, lahko verjameš v svojo deželo, v svoj jezik. In to se mi zdi, da je globje sporočilo. Včasih pride moment, ko obupaš, ampak če nekaj res ceniš, če nekaj res ljubiš, moraš prevzeti odgovornost in to spoštovati in speljati do konca. Zdaj ti v svojih pesmih vedno stavaš na čustva. Zakaj in pa kakšna čustva predvsem stavaš tokrat? Zato, ker smo v obdobju, kjer je emocija popolnoma nepomembna postala, kjer se vsi ukvarjamo samo s formo, kjer je attention span v slovenščini, bi rekel, čas pozornosti se skrajšal na 5 sekund in nihče si ne vzame niti časa poglobiti v vsebino, kar je pa najhujš niti vase, da rečeš, kdo sem jaz, kaj je moja kvaliteta, kaj moram razvijati. In v tem nekem norem obdobju, kjer nas z vseh strani obmetavajo z impulzi, informacijami, z vsemi temi stvarmi, se mi zdi, da je treba še posebej skrbno gojiti emocijo. Ker jaz vem, da moje koncertne dvorane so polne zaradi kvalitete in zaradi emocije. Brez emocije ne bi bile polne.
Na albumu imaš letos ogromno gostov. Zakaj ta korak? Pa v bistvu imaš vse od Mareje do Mance Špik. Nimam pojma, zakaj ta korak, to mora priti spontano. En od duetov je z mojim šefom benda, z basistom Dagijem, ki ima tudi svoj album, ki v osnovi je basist in je bil ravno pri meni takrat 3 tedne s svojo punco in sem jaz album delal. In en večer se spomnim, smo ga malo tako spili več, ne. In sem jaz stresel pesem Prijatelj moj in sem rekel, veš kaj, Dagi, kaj pa če midva to v duetu zapela? In ni mogel verjeti. In drug dan smo šli v studio in zapeli tako, da sto duet. Se pravi, to ni, da zdaj zelo razmišljaš in da si kaj preračunljiv. Pride moment in to se zgodi. S Kvatroperci imam eno krasno pesem, pa z Marjetko. Manca mi je zelo sem hvaležen pela spremljevalne vokale, ker je izjemna pevka, ne. In super je z njo v studiu. Pa še skupina Mjav? Pa skupina Mjav, pa Mitja Bobič, pa Zoto je na eni pesmi gost, neki pevsko repa, štajanski rep, zgoraj ne bo. Tako smo se zabavali, res lepo, lepo. Zdaj, sam večkrat praviš, da na tvoje koncerte pridejo pametni moški. Ja. Kako, dajva to še enkrat razložiti, zakaj? Zato, ker na moje koncerte skozi več moških prihaja. Sem začel kariero, je bilo to mogoče 10%, pa 20%, no zdaj pa že kar 40%, sigurno. In moški, ki je zadovoljen, ki je samozavesten, pride na moj koncert in ki mu je seveda muzika všeč, če nekomu ni muzika všeč, brez veze hodi na moj koncert. Ampak če je pa problem ne samozavest ali pa da mu jaz grem na živce, pa pomeni, da ima on kompleks, ne. Se pravi, na moj koncert res pridejo moški, ki so zadovoljni s sabo, ki vejo, kdo so, pa tudi taki, ki grejo pogledati, če je kakšna lepa punca slučajno na koncertu. Tako. Ja. In ne moramo mimo teme, ki jo zdaj vsi, vse medije zanima, to je ljubezen. Ja. Ti si na novo srečen, na novo zaljubljen, lahko kaj poveva več o tem? Ja, lahko sem to poveva, kar si rekel. Meni je lepo, imam punco, se imava super. In v tem maksimalno uživam. In kaj naj še povem? Kaj lahko še človek pove? Lepo se imaš z nekom, ne? Super. Ja. Za konec pa, če zaključiva še z eno tvojo pesmijo, kdo ve, kaj bo jutri? Kaj lahko odgovoriš na to, kaj bo jutri? Saj smo vsi v tem, se vsega je strah, zdaj imamo tole, kaj bo jutri, a bo neka omejitev, a bo krivulja šla gor ali dol, a bom srečen, a bom srečen, ne? In potem v takem momentu nesigurnosti je pa lepo, da nekaj najdeš, kar te polni, kar te objame z najlepšim barvam, ampak moraš biti za to odprtih oči in s srcem na roki. Če si slep, zaprt vase, v krču, da se ti ja ne bo nič zgodilo, da boš tako, je to počasno umiranje, ki bolj zaboli, kot vsaka rana, ki ti jo zada življenje. Jan, to je to. Najlepša hvala, da si bil gost. Mi pa se vidimo zopet v naslednjem svetovnem intervjuju.